Zaenkrat stavkajo vsi zdravniki. Podatkov o tem, da bi kakšen zdravnik ne sodeloval v sami stavki, zaenkrat nimam. In kateri oddelki so to? To so v bistvu vsi glavni oddelki, kot so kirurški, interni, ginekološki, anesteziološki in pa pediatrični oddelek ter ambulante. Zaenkrat odpovedujemo nekaj manjših posegov do konca tega tedna, kajti ne želimo si delati nepotreben preplah med ljudmi in odpovedovati ljudi, bom rekel, na zalogo, kajti želimo si, da se ta stavka čim prej zaključi, se pravi, da prevlada razum in da sindikat Fides in pa vladna pogajalska skupina čim prej prideta do skupnih zaključkov in v korist vseh, predvsem pa pacientov, zaključimo to stavko. Če ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc in pa vas odbor ne bodo našli dogovora, kdaj se boste pravzaprav odločili tudi na Jesenicah, da boste stavko zaostrili? Jaz sem direktor bolnišnice, tako da jaz o tem ne morem, bom rekel, podajati informacij. Dejstvo pa je zagotovo, da je na strani Fidesa, da v primeru neuspeha pogajanj bo verjetno s časoma zaostroval svoje pogoje in seveda posledično bo vedno večji odziv oziroma posledica na strani izvajanja zdravstvenih storitev in seveda podaljšanja čakalnih vrst. Na katerih področjih ste že odpovedali to, kar ste rekli? Zaenkrat smo odpovedali posege oziroma ambulantne obravnave na področju najbolj, bom rekel, kadrovsko podhranjenih oddelkov, to je na ginekološkem oddelku, tako da tukaj je danes odpadlo nekaj ambulantnih obravnav in predvidoma v četrtek tudi operativni ginekološki program. Na kirurškem delu pa predvidoma v petek odpadejo operacije krčnih žil. To zaenkrat, kar se tiče odpovedi, vse ostalo pa zaenkrat s pomočjo, bom rekel, racionalizacije procesov probamo izvesti preostali zdravstveni program. Kdaj pričakujete več težav? Več težav seveda pričakujemo po vsakem vikendu, kajti dejstvo je, da v nasprotju z večino ostalih poklicev zdravstveni delavci ne delajo samo v dopoldanskem času, temveč delajo 24/7, se pravi 24 ur dnevno, 7 dni tedensko in seveda zdravniki kot ostali zdravstveni delavci izvajajo delovno obveznost tako v popoldanskem nočnem času, kot tudi preko vikenda in tukaj nastane ali pa je velik obseg ur in zato bomo po vsakem novem vikendu imeli vedno večji problem izvajati zdravstvene storitve, kajti zdravniki bodo ravno zaradi tega vse hitreje izpolnjevali kvoto 40-urne obveznosti tedensko.